Mislim, da tu ne gre za politično vprašanje. Tu gre za vprašanje, ki so nad politiko in tudi nad takimi ali drugačnimi obrati. Grobišča so tukaj, odkrita so in ta zadrtost, ki je prej preprečevala normalno obravnavanje tega vprašanja, je prebita. In mislim, da se bo tudi v naslednji vladi delo nadaljevalo, tako kot je zdaj zastavljeno, in mislim, da ne bo prišlo do nobenih zaustavljanj. Je pa res, da v tem trenutku recimo delo v Barbarinem rovu stoji. Meni je žal, ker pri Laškem v Hudi jami smo začeli odkopavati rov, ki vodi do jaškov, kjer je nekaj tisoč, mogoče do 12,000 ljudi pokopanih. Stvari so bile popolnoma drugačne, kot so nam jih prej opisovali. Prej smo mi mislili, da je tam, da je za zidom, s katerim je bil rov zagrajen, prazen prostor, bali smo se min, bali smo se kakšnih drugih pasti, vendar je zadaj enostavno v nedoločno dolgi dolžini rov zasut, do stropa, z materialom. In mi smo zdaj odkopali dobrih 38 metrov in potem nam je zmanjkalo denarja, nova pogodba pa ni, ker čakamo na novega podpisnika. Ne vemo pa, naprej še 10 metrov tistega zasutega materijala, a še 100 metrov. Več kot 100 metrov pa ne more biti, ker so jaške 100 metrov tiste kote, kjer smo se zdaj ustavili. Stvari so pa začete in stvari je treba nadaljevati in se bodo nadaljevale. Vse računam tako. Hvala lepa. No, če lahko samo dodam, jaz mislim, da je normalno, da komisija z mandatom vlade tudi neha poslovanje, ker tako je bilo tudi do zdaj običajno in jaz se pravim, glede na to, da je sektor zdaj vzpostavljen, verjamem, da delo lahko tudi brez take podpore teče. Bi pa rekel, da ko bomo ene te bilance seštevali, je le treba vedeti, da je eden od zadnjih sklepov te komisije je bil priporočilo Ministrstvu za delo, naj občinam, ki se pripravljajo na sprejem prostorskih aktov, pošlje podatke o vseh grobiščih, se pravi in o partizanskih, in o prvi vojni, in o prikritih. In s tem verjamem, da postajamo normalna družba, da tako kot je enkrat je general Steiner, ko smo se nekaj tacga na eni predstavitvi pogovarjali, je rekel, sej v Arlingtonu so in severnaki in južnaki skup, pa ni videti, da bi se kaj dost prepirala. Tako da mislim, da ko bo med živimi lažje, bomo tudi mrtve imeli tam, kjer je treba. Ampak skratka, verjamem, da bo ta enotna skrb za celoten korpus, ampak to bo pa potem spet stvar kulture in žal tukaj kulturno ministrstvo ne kaže nobene pretirane ambicije, ne pri valorizaciji, če rečem pogojno partizanskega fonda, ne pri valorizaciji prve vojne in ne pri teh grobiščih, tako da temu bi pa rekel pač, da to ni zaostank tega resornega zakona, ampak je nekako en kulturni primanjkljaj se malo kaže pri poslu.